parku Branislave Sušnik so v petek uradno odprli predpraznično dogajanje. Na velikem adventnem venčku je zagorela prva adventna svečka, s čimer se je začelo simbolno skupno odštevanje do božičnih praznikov. Ideja je nastala na enem izmed kolegijev ravnateljev medvoških šol in vrtca, kjer so si želeli ustvariti dogodek, ki bi povezal otroke, starše in širšo skupnost. V bistvu je župan dal pobudo, da bi sodelovali šole, vrtci in letos je pač prvič to, ja, res je, da smo dobili kar velik zalogaj za tole. Nekako sem jaz tudi na nek način glasbenica, sicer tudi razredna učiteljica, ampak sem rekla, v redu, bom prevzela. Je bil težko začeti sicer, pa kako pa kaj, ampak pol na koncu nekaj ta praznični duh te potegne, pa ko vidiš, kako otroci znajo nastopati, pa kako radi nastopajo, se mi zdi, da je pač zelo lahko sestaviti ta program, tako. Zelo radi sodelujejo. Povej, kako si se pripravljala na vodenje današnjega programa? En tak poseben večer je bil, imaš ti kakšne posebne priprave, kakšne so bile? V bistvu sem se bolj sama pripravljala, pomagal mi je moj oči, pa moja učiteljica slovenščine, s katero so skupaj vadili. Tako. In kako ti je bil všeč sam program, si imela sploh kaj časa si ga ogledati tudi zraven? Ja, v bistvu je bilo ful lepo, vsi so se ful dobro pripravili, pa tako fajn je, da so vsi tukaj skupaj. Slavnostni prižig je pospremil topel kulturni program, ki so ga pripravili otroci iz osnovne šole Preska in vrtca Medvode enota Preska. Njihovi nastopi so privabili številne obiskovalce, ki so z močnim aplavzom nagradili pogum najmlajših. Vzdušje na zgornjem delu tržnice so dodatno obogatili člani TD Žlebe Marjeta, KS Preska Žlebe ter taborniki rodu Dveh rek, ki so poskrbeli za prijeten domač praznični utrip in druženje ob prvih decembrskih lučkah. Kako ste se lotili snovanja tega programa? So imeli otroci tudi kaj besede, s čim bi nastopali, kako? Ja, jaz sem v bistvu vprašala sodelavce, če imajo kakšnega potencialnega, dobrega nastopajočega, za katerikoli ali ples, ali inštrument, ali deklamacijo, in potem so v bistvu oni med svojimi učenci izbrali tistega, ki bi bil pripravljen recimo nastopati, pa da nima take velike treme. In potem so mi podali predloge in jaz sem rekla, super, jaz bom vsakmu dovolila, da nastopa, ker tudi s tem izgubiš malo treme, pa pridobiš mogoče malo nekega poguma. In sedaj večer je za vami, kako ste zadovoljni z izvedbo, je šlo vse po načrtu? Ja, jaz mislim, da je bilo v redu, za prvič smo bili na vrsti, jaz mislim, da so uživali, otrocom je sicer malo treme, ampak pa na koncu so videli, da nič ni to hudega. Jaz mislim, da je v redu večer uspel. No. Prižig prve svečke je le uvod v niz tedenskih druženj ob adventnem venčku. Učenci, ki so v petek pripravili praznični program v centru Medvod, pa so že dan poprej pripravili praznično vzdušje v svoji domači osnovni šoli Preska, kjer so šolske prostore in telovadnico preoblikovali v pravi praznični sejem. Učenci so obiskovalce povabili, da si ogledajo in kupijo raznolike izdelke, ki so jih ustvarjali v sklopu pouka, delavnic in tehnik. Ja, to je v bistvu naš tradicionalni dan. Dopoldne poteka 5 šolskih ur preventivni dan. Preventivni dan namenjen temu, da se učenci med sabo od 1. do 9. razreda dobro spoznajo, povežejo. Zato imamo delavnice na različne teme in učence med sabo zmešamo. Se pravi, 1. in 9. razred sta pomešana že celo leto v okviru tutorstva in danes se cel dan tudi sodelujeta. Potem pa pomešamo 2., 4. in 8. letos, pa 3. in 6., pa 5. in 7. Tako da se nekako ustvari malo taka vez tudi med mlajšimi in starejšimi, da ne hodimo po šoli en in drugega, ampak da se malo prepoznajo učenci med sabo in potem to vlečemo celo leto v resnici, ta poznanstva lahko še naprej. Tako da danes na delavnicah, v bistvu, delavnice so organizirane tako, da jih vodijo učenci. Oni so dobili idejo, so sestavili, zgradili idejo z učiteljem, mentorjem in zdaj v bistvu kar je nastalo, se zdaj danes tukaj vidi. Novoletnem sejmu izdelke tudi pač dajemo na razpolago, da jih pač kdo vzame domov. Tako da vsa sredstva, ki jih danes dobimo, ker so pač prostovoljni prispevki obiskovalcev, grejo v šolski sklad, ker mislim, da pač bomo zelo v redu lahko porabili pač ta sredstva za vse učence, tako kot pač je namen šolskega sklada. Kako ste se pripravili na tale današnji sejem in kaj ponuja vaša stojnica? Ja, mi smo se v bistvu zmenili, hoteli smo skupaj, v bistvu še ena sošolka zraven, hoteli smo skupaj nekaj voditi, ker nam je bilo tudi zanimivo, da pač mi nekaj vodimo. In pol smo v bistvu pogledali, če se imamo doma največ in smo prišli, da imamo teh obeskov. In ja, smo pač jih vzeli in začeli te zapestnice delati.
drugače imamo pa tudi origami, te rože. In kako gre prodaja? Zaenkrat še ne tako dober, pa bomo videli. Tukaj je voščilne, ko si delate učenci od osnovne šole Preska, 4. razred pa 2. Za pomoč imamo tudi mi 8. razred. Zato je za preventivni dan od šole. In kako je potekala ta izdelava? Si tudi ti kakšno voščilnico izdelala? Ja, tukaj imamo vsi učenci, ko se na tale delavnico so delate vse tako, pa še veliko drugih stvari. Ja, v bistvu hodili sva po skupinah in malo poprašali vse, kaj počnejo, kaj bo kaj to predstavljali in kaj so naredili za to. In kaj vama je bilo najbolj všeč v današnjem dnevu? Da smo videli, kaj so vse otroci počeli danes in da smo lahko sodelovali tudi pri razširitvi teh delavnic. Posebno pozornost je pritegnila stojnica s čebeljimi izdelki, kjer so predstavili izdelke pripravljene po navdihu čebelarstva in narave, kar je mnogim obiskovalcem ponudilo tudi poučen pogled v svet čebel. Ponujava panjske končnice, sveče iz voska In medenjake. pa še tele okraske. Kdo je vse to izdelal? Naša skupina, ki smo imeli na preventivnem dnevu. In sta si izbrala izdelovanje iz čebeljega voska. Povejte, zakaj ste si izbrala ravno? Zato, ker imamo tudi učiteljico, ki uči čebelarski krožek in smo se zelo rada ukvarja s čebelami. in pa smo se za to odločili. Dajte mi povedati, kako pa gre prodaja. Imate kakšno strategijo, da boste čim več prodala? Strategije nimava nobene, ampak prodaja gre kar dober. Po hodnikih je bilo čutiti ustvarjalno energijo, medtem ko so se otroci ponosno predstavljali svojim delom. Čeprav je december praznično obarvan, učitelji v Preski ne popuščajo. Vsak dan znova predajajo znanje in ohranjajo učni ritem. To je tisti prvi dogodek, ki nam nekako v bistvu neko tako mejni dan postavlja. No? Tako da zdaj dan smo vsi z bleščicami, dan smo vsi v smrekicah in tako naprej. Ne? Tako da zdaj bomo pa začeli. Ja. Popustljivi ne bomo najbolj, zato ker pač še vedno smo v šoli. Ampak ja, definitivno sledi pa temu tudi v bistvu še nekaj akcij. Ena izmed teh je akcija, ki ima šolska skupnost, ko imamo take posebne izzive za nek določen dan v tednu in se potem učenci na ta izziv pripravijo. Gre za to, da se posebej oblečejo, posebej kaj prinesejo s sabo, tako da tle vlečemo cel teden. Priključijo se tudi božičkova oziroma novoletna pisemca, ki jih pošiljajo drugemu, tako da zdaj v bistvu ta del, kjer so se spoznali danes, lahko gradijo naprej in v bistvu to vse traja pač ja do novega leta. Tako da jaz mislim, da je ta dan res tak fina otvoritev decembra. Tako bo ostalo vse do težko pričakovanih počitnic, ko si bodo učenci končno lahko privoščili nekaj zasluženega oddiha. Tudi na osnovni šoli Medvode je konec novembra znova oživel tradicionalni božični sejem, ki ga učenci in učitelji vsako leto pripravijo z veliko vneme. Učenci so s ponosom predstavljali izdelke, ki so jih tedne skrbno pripravljali, od okraskov in voščilnic do uporabnih dekoracij. Vsaka stojnica je nosila osebni pečat otrok, ki so v projekt vložili veliko truda in veselja. Ja, pripravljali smo se že kar 14 dni, mogoče tudi več. Pri nas je to tradicionalno vsako leto. Razredna stopnja ponavadi že prej pripravljajo, ker to delajo medpredmetno, se pravi pri likovni vzgoji, pri slovenščini, pri naravoslovju, družbi, kakorkoli že. Uporabljajo naravne materiale, uporabljajo izdelke, ki so bili še odprej narejeni. Na predmetni stopnji so imeli pa danes tehniški dan, tako da vse, kar so naredili danes. Izdelki so pestri, odvisno od tega, kako so se odločili, kakšna delavnica bo. Se pravi, precej je kulinarike, zato ker vemo, da ljubezen gre skozi želodec. Malo more dišati, sigurno, palačinke so tudi, kinder punč ravno tako diši po praznikih. Sicer pa srečke so zelo obetavne in zelo bogate. Imamo kar nekaj obrabljenih igrač, ampak ne takih, da bi rekli, da jih vržemo stran, ker otroke učimo tega, da stvar, ki jo pač ne potrebujejo več, da jo lahko prinesejo, zamenjajo, naslednje leto spet prinesejo, spet drugi uporabniki porabijo. Tako da
zanimivo. Sejem pa ni bil le ustvarjalen, temveč tudi zelo okusen. Zadišalo je po sveže pečenih palačinkah, posebna atrakcija pa je bil otrokom prijazen Kinder punč, ki je v hladnem popoldnevu prijetno pogrel obiskovalce. Vidim, da se je prav danes oblečen za tale sejem. Božično, takšno kot je vzdušje, to je to. Kaj ponujate na vaši stojnici? Tukaj imamo Kinder punč za 2 medvodkota, danes zjutraj smo ga delali od 9 pa do 1:12. Vse sestavine so bile, ni bilo nič nekaj tazga neprimernega otrokom. To je moje prvo leto, ki jo obiskujem pač na tej šoli in sem zelo vesel, ker smo naredili take lepe izdelke. Prvo leto si na tej šoli, kako ti je všeč medvodek? Ja, za zdaj mi je zelo lepo in se počutim dobro. Povej, kako ste ustvarjali za ta sejem? Si imel proste roke, si lahko uporabil domišljijo? Svojo domišljijo smo uporabili, kar se tiče pač teh etuijev za telefone. Učiteljica Mojca Pinter nam je pa dala idejo za te okvirje in smo pač naredili, kako nam je tudi ona povedala. Piškote, potem kakšne šimane stvari, sivkine kreme pa voščilnice. Kdo je vse to izdelal? Učiteljica pa naš razred, pa še od enega učenca babi. Učenci so se preizkusili tudi v vlogi prodajalcev. Vodili so srečelov in skrbeli, da je vsak obiskovalec našel nekaj zase. Ponujamo božično žito, ližike, kokosove kroglice, voščilnice pa lovorjev čaj pa angelčke. In kako gre prodaja? Je kaj zanimanja? Ja, velika. Prodali smo že skoraj polovico naših stvari. Kako težko ali lahko je otroke zanimirati, da ustvarjajo, da se lotijo izdelave vseh teh izdelkov? Imajo radi za ustvarjanje? Nekateri zelo, pri nekaterih pa je potrebno malo več animacije, da ustvarijo, ampak na koncu nastanejo res lepi izdelki. Pa sicer decembra je tukaj v Medvoški šoli kaj praznično, kaj pogledate skozi prste učencom na račun praznikov ali je vse v ustaljenih tirih? Daleč od tega, decembra je zelo pestro, imamo različne aktivnosti, že zdaj smo začeli, že ravno na današnji dan, že s prazničnim vzdušjem nadaljujemo potem skozi celoten december. Tudi letos je sejem nosil posebno sporočilo. Zbrani izkupiček bodo namenili v dober namen, s čimer učenci spoznavajo pomen solidarnosti in skupnosti.